Blagor hiši, kjer se pesem sliši, se glasi znan slovenski pregovor. In prav zborovsko petje je tisto, ki ima za Slovence že od nekdaj velik pomen. Zborovsko petje ni le umetniško udejstvovanje, je prostor za tkanje socialnih vezi in gibalo kulturnega življenja. Pozdravljeni, dragi ljubitelji zborovskega petja, zborovske glasbe, starši, sorodniki, učitelji in vsi, ki ste se danes odločili, da se nam pridružite na naši zborovski prireditvi, na zborovskem bumu 2022, ki ga pripravlja območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ormož v sodelovanju z osnovno šolo Ormož. Posebej med nami pozdravljam predstavnike sodelujočih šol, in sicer šol Ormož, Velika Nedelja, podružnično šolo Podgorci, Sveti Tomaž, središče ob Dravi, osnovno šolo Stanka Vraza Ormož, gimnazijo Ormož ter podžupanjo, ki je tudi med nami, Irmo Murat, lepo pozdravljeni. Sicer pa pozdravljam tudi direktorje javnih zavodov, zborovodje in skoraj 300 otrok, ki že navdušeno čakajo na svoj nastop. Ampak vseeno bi želela prej povabiti k besedi podžupanjo Irmo Murat, ki nas bo vse skupaj pozdravila in ker tudi ona rada zapoje. Irma Murat. Spoštovani pevci, zborovodje, vodja izpostave Javnega sklada, gospa Barbara Podgorelec, spoštovani obiskovalci, vesela sem, da vas lahko pozdravim v imenu občine Ormož, v svojem imenu in pa seveda v imenu župana gospoda Danijela Vrbnjaka, ki je zadržan danes. Na občini Ormož si prizadevamo in podpiramo zborovsko petje nasploh in pa tudi otroške in pa mladinske pevske zbore na naših osnovnih šolah. Ko sem gledala, kako so se mladi pevci postavljali in med petjem himne, sem se spomnila tistih mojih osnovnošolskih let, ko smo se udeleževali revij pevskih zborov in morda se tudi kdo izmed vas spomni, se je vsaka revija pevskih zborov pričela s takšno skupno pesmijo. Tako da je tudi to en lep doživet dogodek. Revije otroških pevskih zborov in mladinskih pevskih zborov seveda v teh dveh zadnjih letih niso bile organizirane. Zadnja je bila leta 2020, marca 2020 na osnovni šoli Sveti Tomaž in sicer medobčinska revija otroških pevskih zborov. Letos se je Javni sklad skupaj z Zavodom za šolstvo odločil, da bo pripravil revije pevskih zborov na malo drugačen način oziroma na način, kot je bil organiziran zborovski bum. Tukaj ni ocenjevanja. Zato seveda mladim pevcem želimo danes, da zapojejo zase, za nas, brez tiste skrbi, kako pa bodo ocenjevalci ocenili njihov nastop. Kaj mladi sploh pridobijo z delom v pevskih zborih v osnovnih šolah? Zagotovo svojo osebno rast in pa razvoj pevskega glasu, talenta, zagotovo spoznavajo naše slovenske pesmi, pa tudi tuje pesmi drugih kultur. Vsekakor pa skupaj s svojimi sošolci, s svojimi vrstniki čudovito preživijo prosti čas. Pa ne bom več govorila, ampak pevcem želim čudovit nastop, nam pa seveda, da nam polepšajo ta današnji dan s svojim nastopom, zato predvsem uživajmo. Hvala lepa. Hvala tudi podžupanji Irmi Murat za pozdravni nagovor. Tako je, kot pravi podžupanja, po 2 letih premora se tako v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo vračajo območne revije pevskih zborov. Letošnja novost je torej oblika izvedbe revij za otroške in mladinske zbore.
Ta povzema zborovski bum, dogodek, ki je nastal iz poti iskanja novih načinov motivacije otrok za zborovsko petje. Prvič se je odvil leta 2012 na trgu Leona Štuklja v Mariboru, kjer je sodelovalo 1435 otrok pevcev iz 36 osnovnih šol Štajerske regije. Leta 2013 se je dogodek razširil na nacionalno raven. Junija 2013 je na stadionu Ljudski vrt zapelo okoli 5000 pevcev. Leta 2015 pa se je število pevcev še povečalo na 7000. Prišli so pevci mladinskih pevskih zborov iz večine slovenskih osnovnih šol. Skupno petje bo letos preneseno na območne revije v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti na mini zborovske bume, kjer se bo na 60 večinoma zunanjih prizoriščih po Sloveniji od 19. maja do 9. junija predstavilo kar 583 otroških in mladinskih pevskih zborov. Namen prilagoditve skupnim repertoarjem in skupnim petjem je motivirati pevce in omogočiti čim več zborom nastop v veliki zasedbi z združenimi močmi oziroma glasovi namesto posameznih nastopov, na katere bi se velika večina zborov zelo težko primerno pripravila zaradi posledic velikih omejitev delovanja šolskih zborov v preteklih 2 letih. Naš današnji zbor je tako sestavljen iz mladih pevk in pevcev, ki prihajajo iz osnovnih šol Stanka Braza Ormož, Ormož, Sveti Tomaž, Velika Nedelja, Središče ob Dravi, Velika Nedelja, Podružnica pod Gorci in njihovi zborovodji pa so Alenka Šalamon, ki je zboru že dirigirala uvodoma pri izvedbi Zdravljice, Tomaž S. Ivan, Aleksandra Kelemina Plemenič in Teodora Ivanuša. Ob klavirju pa bo mlade pevce spremljala Darja Žganec Horvat. Ja, čas je torej, da končno prepustimo glavno besedo predanim mladim pevcem, ki seveda že nestrpno čakajo na svoj nastop. V nadaljevanju nam bodo zapeli 3 pesmi. Prva je z naslovom Lepa je dežela naša. Dirigirala jim bo Aleksandra Kelemina Plemenič. Aleksandra Kelemina Plemenič pa bo dirigirala tudi drugo pesem, in sicer Kaj je meni domovina. Slišali pa bomo še eno skladbico, ki nosi naslov Črke čutne abecede. Dirigirala bo Alenka Šalamon. Torej naj še enkrat ponovim, da učenci po celotni Sloveniji te dni prepevajo iste pesmi. Večina pesmi, ki jih boste slišali, so novitete mladih slovenskih skladateljev na temo domovine. Prisluhnimo torej, kako lepa je naša dežela in kako lahko se lepo zapoje o njej. Mladinski pevski zbori osnovnih šol občine Ormož in občine Sveti Tomaž ter Središče ob Dravi. Lepa je dežela naša,
Slovenija,
dni ljubiteljska kultura praznuje, saj trenutno po vsej Sloveniji poteka teden ljubiteljske kulture. Gre za vseslovenski projekt za večjo vidnost ljubiteljske kulture in njenih akterjev, za poklon več kot 107 tisočim ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem, ki svojo energijo in čas ljubiteljsko, torej brez plačila, opravljajo delo, namenjeno kulturi. Vseslovenski teden ljubiteljske kulture zaznamujejo kulturni dogodki, ki se odvijajo po vsej Sloveniji in v zamejstvu v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije in območnih izpostav Javnega sklada za kulturne dejavnosti skupaj s številnimi kulturnimi društvi in njihovimi zvezami, kulturnimi zavodi, lokalnimi skupnostmi, šolami, vrtci, knjižnicami, muzeji in posamezniki. Tudi današnja prireditev je del vseslovenske akcije Tedna ljubiteljske kulture, hkrati pa je vključena tudi v najvidnejšo promocijsko kampanjo na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, v tedne vseživljenjskega učenja. Zborovsko petje je najštevilčnejša ljubiteljska dejavnost v Sloveniji. Po oceni Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije iz leta 2009 je v zborih pelo 60 tisoč prebivalcev Slovenije, torej 3% celotnega prebivalstva. Zborovski pevci so torej veliko in močno kulturno gibanje. Pri zborovskem petju se razvijajo posameznikove sposobnosti, spretnosti in znanja, ki pevca usmerjajo v sprejemanje, doživljanje in izražanje muzikalnosti. Ja, gremo naprej s pesmijo, dovolj je bilo govorjenja, v nadaljevanju bomo slišali pesmi, ki nosijo naslov Čarobna roža domovine, dirigiral bo Tomaž S. Ivan. Potem bomo slišali pesem, ki nosi naslov Nič ni bolj našega, dirigirala bo Alenka Šalamon. In še enkrat bo dirigiral Tomaž S. Ivan, in sicer na pesem Sončna. Še enkrat, Združeni pevski zbori osnovnih šol občini Ormož in v občinah Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Jesus.
Ja, tako je. Če boste peli, se boste razvedrili in boste bolj zdravi. Petje v možganih namreč sprošča hormone sreče, ti pa ustvarjajo prijetno počutje. Vendar petje ne ustvarja samo dobre volje, temveč dobro prezrači tudi pljuča, krepi trebušne in medreberne mišice ter prepono. Naša kri dobi več kisika, zato celoten organizem bolje deluje. Zato si dovolite peti. Pojte tukaj, pojte zdaj, pojte z nami. Dovolite pa si tudi plesati, tako kot si bodo to pri naslednjih 2 točkah dovolili plesalci mlajše plesne skupine osnovne šole Ormož pod vodstvom Dušanke Feguš in plesalci starejše plesne skupine osnovne šole Ormož pod vodstvom Sanje Miškovič. Da bomo pa vsi skupaj ujeli pravi ritem, pa bo poskrbel bend gimnazije Ormož pod vodstvom Aleša Ljubjo. Slišali bomo 2 pesmi večno zimzelene slovenske popularne skladbe, in sicer Dan ljubezni bo prva pesem, dirigirala bo Aleksandra Kelemina Plemenič. Potem pa bomo slišali še Zemlja pleše, dirigiral bo Tomaž S. Ivan. Tako uživamo še v zadnjih 2 skladbah današnjega zborovskega buma.
Spoštovane in spoštovani, to je bil območni zborovski boom 2022. Upam, da smo preživeli lep popoldan, pa smo zraven naših otrok zaslužni za vse to, njihovi mentorji, učitelji, katerim pa bomo v nadaljevanju podarili oziroma izročili priznanja. Tako da naprošam Barbaro Podgorelec, vodjo območne izpostave javnega sklada, da pride bliže in podari torej vsa priznanja po vrsti. Najprej, malo bliže vabim Alenko Šalamon, zborovodkinjo otroškega in mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Ormož, da prevzame zahvalo. Zahvalo prejme tudi Aleksandra Kelemina Plemenič, zborovodkinja mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Stanka Vraza in zborovodkinja otroškega in mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Sveti Tomaž. Po priznanje vabimo tudi Teodoro Ivanoša, zborovodkinjo otroškega in mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Velika Nedelja in otroškega pevskega zbora Podružnične šole Podgorci. Priznanje prejme tudi Tomaž S. Ivan, zborovodja otroškega in mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Središče ob Dravi. Priznanje prejme tudi Darja Žganec Horvat, korepetitorka na današnji prireditvi, ki je že pred samo izvedbo vložila veliko dela in truda v to, da so zbori danes zveneli enotno. Zahvalo prejme tudi Dušanka Feguš, mentorica mlajše plesne skupine Osnovne šole Ormož. Zahvalo prejme tudi Sanja Miškovič, mentorica starejše plesne skupine Osnovne šole Ormož. Zahvalo oziroma priznanje pa prejme tudi Aleš Ljubi, vodja benda Gimnazije Ormož. Javni sklad za kulturne dejavnosti pa namenja zahvalo tudi Aleksandru Štermanu, ravnatelju Osnovne šole Ormož, za vso pomoč in podporo pri izvedbi današnje prireditve. Ja, Aleksander Šterman prihaja, ta čas pa bom še povedala, kdo so vse omogočili današnjo prireditev. Občina Ormož, občina Središče ob Dravi, občina Sveti Tomaž. Še enkrat torej hvala lepa Osnovni šoli Ormož, Aleksandru Štermanu, torej ravnatelju,
in seveda vsem z osnovne šole Ormož. Nogometnemu klubu Ormož se zahvaljujemo za pomoč pri organizaciji. Pod njim pa vso podporo in pomoč pri izvedbi današnje prireditve, torej tudi hvala vsem pokroviteljem, podjetju Puklavec Family Wines, podjetju Fiposor, računovodstvo Plečko, računovodski servis Istok Rakovec SP in gostilna Ozmec. Seveda pa zahvala gre tudi vsem ljubiteljskim in kulturnim ustvarjalcem, tistim, ki delujejo pod okriljem društev, kot tudi najmlajšim in njihovim mentorjem, učiteljem in ravnateljem, da so kljub kulturi nenaklonjenim časom vztrajali in našli načine, da je ljubiteljska kultura živela. Hvala vsem skupaj za obisk in ne pozabite, kdor poje rad, vedno ostane mlad. Tako, sedaj pa vsi skupaj. Zborovski. Lepo popoldne vsem skupaj in srečno do prihodnjič.